zvezke. Zdaj to znamo, to nam zdaj ni več problem. Evo. Hopla. A, B, D, D, da vidimo. Kaj piše? D, V proti D, C je 1 proti 4. Torej, gremo na četrtine. Najprej ponovimo še enkrat. Zdaj napišem M. B proti R, C proti 1. R. Potem potegnemo AS. Potegnemo gredico AR. In gredica BM. Hopla, tukaj je S. Uvedemo masne vektorje. Če ni drugače rečeno v tekstu, vedno je to vektor A, a vektor B je tale iz istega odgodišča gor. To se pravi B. Vektor A se izrazimo na dva načina. Prvič po črnimi poti, drugič po modri poti. Potem to dvoje izenačimo. To se pravi A je K krat AR. Usporedno, A se usporedno z AR. Tukaj vidimo, malo se zagleda inteligencija, pazite, K ne more biti negativna, zato ker je oboje naravno usmerjeno. Kaj še vidimo? K mora biti manjša od 1. Očitno je na sliki, da je A se krajša od AR. To se pravi, K je pozitivno število med in 1. Pa lahko še sa slike, približno vidimo, več kot polovic. Ne, tega 3. To se pravi, zdaj imamo K. Vektor A je AB plus B. AB je vektor A, B je 1 polovica vektorja B. Druga pot je tle, pa sem. AS je AB plus BS. AB je vektor A, BS je N krat BM. Tukaj uporabljate črke K in N, a ne črke M in N, kako jih uporabljajo v šoli. Zakaj M pa N ni inteligentno? Pa ni inteligentno, zato ker je črka M presej podobna črki N, pa se to na hitroca napiše, pa se zameša. Zato vi uporabite K pa N, da so črke tako različne, da ni šanse, da se zameša. Nažalost, tudi tisti, ki pišejo učbenike, ne razmišljajo o tem, pa skoro spišejo M. Dobro. Zdaj imamo, da je AS je enako A plus N krat BM je BC plus CN. In na koncu AS plus N, BC je. Kaj je BC? BC je vektor B, a CN je minus 3/4 A. To dva izenačimo. Napišemo, da je K krat A plus 1 polovica B je enako A plus N krat. Ta naloga je dolga, je naporna. Tako, množimo K A plus 1 polovica K B je A plus N B minus 3/4 N A. Jaz le to množim 4, pa padejo lomki, ali pa brez. Ima lahko tudi za lomki. Vse na eno stran. K A plus 1 polovica K B minus A minus N B plus 3/4
3/4 na 0. A izpostavimo k minus 1 plus 3/4 na B izpostavimo 1/2 k minus n je 0. To sta dva neodvisna vektorja, zato sta oba izraza v oklepajih enaka nič. A to pomeni, da je k minus 1 plus 3/4 n enako nič. 1/2 k minus n enako nič. Iz te enačbe dobimo, da je k enako 2n. Pa tle namesto k napišem 2n plus 3/4 n je 1, 8 plus 1 je, da štetje do 8 plus 3 je 11/4 n je 1, n je 4 11, damo tle, k je 8 11. Gledamo sliko. AS je k krat AR. To pomeni, da je AS namesto k imamo 8 11, vektor AR, 8 11 vektor AR. Tukaj jih je 8, tukaj so 3. BS je enakrat BM. A to pomeni, da je BS je enako 4 11 BM. 4 11. Tle so 4 11, tle jih je 7. In zdaj samo še napišemo rezultat. Da vidimo, kaj je bilo vprašanje, mi kdo pove, prosim, koliko je razmerje AC, AC, SR. In drugo, BS proti BM, ajde, da vidimo. AC proti SR, 8 proti 3. Vidimo tako, a je tako. 8 proti 3. BS proti BM, 4 proti 11. Tako.